Pozdravljeni. V ponedeljek so se svetniki občine Ormož sestali na 6. seji. Na dnevnem redu so imeli 15 točk, svetniki iz stranke Mira Cerarja pa so na predlog Ormoške krajevne skupnosti predlagali razširitev dnevnega reda za točko, kjer bi razpravljali o možnosti prekinitve aktivnosti v zvezi z gradnjo odlagališča odpadkov v Hrdiški šumi. Člani sveta krajevne skupnosti Ormož so namreč na seji 21. aprila sprejeli sklep, da predlagajo občinskemu svetu, da prekine s aktivnostmi v zvezi s odlagališčem v Hrdiški šumi, ter da pripravijo program sanacije glinokopa, je povedala svetnica stranke Mira Cerarja Mojca Žnidarič in v imenu svoje svetniške skupine predlagala dopolnitev dnevnega reda. Župan Alojz Sok je bil prvi, ki se s predlogom ni strinjal. Predvsem ne za tem, da se je dobesedno povzelo sklep sveta krajevne skupnosti, ki je ta sklep sprejel brez, da bi na občine sploh vedeli, da to sprejemajo, brez, da bi imeli na svetu krajevne skupnosti kakršnokoli gradivo in pa brez, da bi na krajevnem svetu se sploh poglobili ali pa želeli poznati sanacijski načrt za glinokop. Sanacijski načrt je namreč že sprejet, je že sprejet, tako da v tem trenutku narekovati, da občina sprejme sanacijski program, potem je treba povedati kakšen. Namreč v sedanjem sanacijskem programu je poleg odkopa gline, ki še sledi v glinokopu, predviden poligon za voznike. To je namreč potem treba celoti ta odlok prečitati, potem strelišče na glinaste golobe, potem sortirni center za odpadke. Smatram, da bi s tem sklepom prvim delom, se pravi najprej nehale vse aktivnosti v zvezi z predvsem tem delom ureditvenega načrta za glinokop, pa to je že, bom povedal, da je to bilo sprejeto. Potem dostopne poti in parkirni prostore, potem prostor za množične shode, igrišča za otroke in mladino, steza za rolkanje in rolanje, arheološki park, habitat, parkirišča. Vse to je že v veljavnem ureditvenem načrtu zapisano. In če nekdo predlaga, to je bilo sprejeto leta 2002. Če nekdo predlaga, naj se sprejme ureditveni načrt, potem je treba še v nadaljevanju povedati, kaj konkretno. Ker samo se bomo dal besedo, zdaj ne jaz zaključim, te bom dal besedo. V tem trenutku rečete, naj se preneha vse aktivnosti v zvezi z odlagališčem, ok, če je tu pika. Potem pa nadaljevate, naj se sprejme ureditveni načrt, ta del pa je potem potrebno bolj definirati in seveda bo trebalo temu posvetiti malo več pozornosti, malo več razprave, ne pa samo nekaj ad hoc prepisati, kar je sprejel svet krajevne skupnosti Ormož, ki ni odgovoren za to, pa lahko sprejme, kar mu je pač volja. In mislijo, da so sprejeli neko dobro in pametno rešitev. Morda se v javnosti sliši zelo dobro, ampak v izvedbene faze, bi rekel nalogi do občine, pa ta zadeva ni tako enostavna. Poleg tega morate vedeti, da je del glinokopa že saniran, del je že pogozden, del je še namenjen za eksploatacijo, en del pa se sanira ravno v tem trenutku, ko se bo iz gradbišča gradnje železniške proge v Pavlovci in pa podvoza pri tovarni sladkorja v Ormožu pripeljalo več kot 100 000 kubikov zemlje v glinokop. Poleg tega seveda v tem odloku, kar je tudi diskutabilno, piše, da se k sanaciji pristopi po koncu eksploatacije gline. Zdaj, jaz si seveda smiselno predlagam, pa logično pametno bi bilo po neki kmečki logiki, da se sanira parcela po parcela, ampak v odloku nekako drugače piše. Mi smo tudi v preteklosti prenesli 7-8 hektarov zemljišč od podjetja Wienerberger z
z pogodbeno obvezo, da bomo brezplačno dobili zemljišča, ki so zazidalna in da jim bomo spremenili namembnost. Se pravi, z občinskim prostorskim načrtom, za katerega nam je država predpisala tudi izdelavo presoje vplivov na okolje, smo tem 8 hektarom in še dodatnim, ki smo jih kupili, nekaj od fizičnih oseb, nekaj je že prej bilo v občinski lasti, smo sprejeli zavezo in smo tudi potem z občinskim prostorskim načrtom namembno spremenili. Z to pogodbo Wienerbergera smo njih za teh 7 hektarov oprostili sanacijskih kakršnikoli ukrepov z njihove strani. Zdaj pri zadnjem prenosu nekaj čez 2 hektarja oziroma 2 hektarja pa pol več tega pogodbo nismo zapisali. Tako da vse to so neke okoliščine, zaradi kateri jaz mislim, da danes mi na tako enostaven način ne moremo glasovati in sprejeti takšnega sklepa. Ampak bo trebalo o tem se malo z strokovno javnostjo, ne samo z tisto javnostjo, ki se zbira okoli enega pobudnika, ki predstavlja neko skupino, ki nasprotuje tej rešitve, se pravi, bo trebalo to malo temeljite razmisliti. Izvolite. Jaz vas vseeno moram tu popraviti, ker v bistvu v sklepu piše, v tem sklepu, ki ga je krajevna skupnost sprejela in ki smo ga tudi mi predlagali, da se pripravi program sanacije glinokopa. Mi vemo, kaj zdaj velja, še vedno velja tisti ureditveni načrt iz leta 2002, to, kar ste naštevali, ampak se ne piše, da se sprejme karkoli, ampak da se pripravi program sanacije glinokopa. To je pa po moje bistvena razlika, ne? Da se pristopi k temu programu sanacije, da se gre v pripravo, torej ne pa, da se že karkoli kakšen program sanacije sprejme. Jaz mislim, da je vseeno sklep jasen. No? Potem je župan še enkrat poudaril, da je program sanacije sprejet in tako bi bilo potrebno narediti spremembo programa. Svetnik Branko Šumenjak je dejal, da pa predlog sploh ne izpolnjuje poslovniških pogojev. Namreč vprašanje odlagališča sploh ni nekaj izrednega, kar bi se moralo nemudoma uvrstiti na dnevni red seje. Na vse to pa je svoje razmišljanje predstavil še svetnik dr. Kolmanič. Ideja ali pa načrti za to odlagališče niso od včeraj. Se pravi, obstajali so že nekaj časa in spomnim se, da smo na tem občinskem svetu odločali o odkupih zemljišč z jasno določenim namenom, zato da bo tu odlagališče. In takrat ni bilo nobene civilne iniciative, ki bi temu nasprotovala. Se pravi, smo zapravljali neka sredstva za nekaj, kar je potem pa verjetno, ne vem, ampak mogoče so tudi kateri od tistih lastnikov, ki so takrat prodajali z namenom, da bo tu stalo odlagališče, sedaj v bistvu člani te iniciative. Pa vseeno, to je človeško, da si ljudje premislijo, ampak v zvezi s tem imajo angleško govoreči del sveta en dober pregovor, ki se mu reče shame on you if you fool me once and shame on me if you fool me twice. Ali sram te bodi, če me napneš enkrat in sram bodi mene, če me napneš drugič. Se pravi, da gremo danes tako slepo odločati o tem, da se bomo zdaj, da bomo to zdaj zaključili in potem sprejmemo tako ohlapno verzijo, da bomo sedaj pa to spreminjali, je zelo narobe. Kajti zna se nam zgoditi, da se bo spet pojavilo isto, se pravi, da se bodo ljudje najprej s tem strinjali, ko pa bo prišlo po letih, zato ker naši postopki v Sloveniji so zelo počasni, se pravi, ko bo prišlo po nekaj letih do tega, da bi moralo biti realizirano nekaj, se bo pa spet pojavila kakšna iniciativa, vmes bomo zapravili toliko in toliko denarja, pa v bistvu z tega ne bo potem nič. Zato mislim tudi jaz, da je pametno, da se o tem opravi poglobljena razprava, da se pove, kaj bi pravzaprav naj tam bilo, če se ne strinjamo s tem, kar je zdaj tam zapisano, in če že,
potem se naj civilna iniciativa ustanovi takoj. Takrat bodo stroški tudi najmanjši, ker če bodo stekli spet novi postopki, da se bo tam nekaj preuredilo, da se bo nekaj novega naredilo in potem spet naletimo na nasprotovanje, potem nismo naredili nič oziroma naredili smo škodo. Zato mislim, da je ta predlog preuranjen, da je treba upraviti predhodno to razpravo in šele potem se lahko odločimo odgovorno, kako in kaj naprej. Sam pa tudi mislim, da v bistvu izgradnja odlagališča glede na situacijo, v kateri smo, je malo verjetno oziroma verjetno celo nerealna. Ampak, kot rečeno, predhodno je treba vseeno opraviti neko razpravo o tem, kaj pa potem imeti tam, če že nekaj spreminjamo. Kajti brez tega bomo spet prišli v anarhično stanje, ki ne vodi nikamor. Vi, gospod župan, ste sami na prejšnji seji rekli, da da lahko vsaka svetniška skupina predlaga, da se da tak sklep na glasovanje, da se pač prekinejo vsi postopki glede CEROP-a in pa da vkolikor bo ptujsko odlagališče dobilo okoljevarstveno dovoljenje, potem mi itak nimamo področje 50 000 prebivalcev, in to se je sedaj tudi zgodilo. Zraven tega, kot sem že rekla, na Dolenjskem ste sami videli in slišali, da se je vseh 15 županov odločilo, da bojo raje pozabili evropska sredstva in da bojo delali dosti manjši CEROP, kot je bil najprej predviden, pa je bil za 41 000 ton letno, zdaj bi ga naj za 20 000 ton delali. Ni zdaj glavni in ključni argument samo sklep krajevne skupnosti, ker pač treba je upoštevati tudi vse druge argumente, no. Ampak dobro, odločitev bo vaša. Vse sem povedal, da je predlog za sanacijo treba bolj domisliti in o tem se pogovorite, kaj bi želeli, ker določene stvari imamo že sprejete, zapisane, se pravi, če od tega odstopamo, potem je treba to zadevo. In imamo časa nekje do konca leta, ker z naslednjim letom bi pa naj ponovno stekal predlog za spremembo občinskega prostorskega načrta, kar nekaj je že teh vlog in seveda tam bo tudi moglo se zajeti novi razmislek oziroma nove rešitve za to področje. Končno je potem za predlog, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka, glasovalo 7 svetnikov, 10 pa jih je bilo proti. Poleg občin Osečina in Sremski Karlovci se je občina Ormož spoprijateljila tudi z občino Irig v Srbiji. Gre za eno izmed občin v Vojvodini, ki leži 70 km severozahodno od Beograda. Vojvodinci so na obisku v Ormožu bili minuli torek. Skupaj 20 predstavnikov, politikov, gospodarstvenikov in drugih je obisk v Ormožu namenilo zbiranju informacij o življenju v Evropski skupnosti. Ormožani so obiskovalcem pripravili pester program aktivnosti. Uradni del s podpisom pisma o nameri sodelovanja pa je potekal v Viteški dvorani v Ormoškem gradu. Razen tamburaške skupine Pika Poka, ki je goste pozdravila z glasbo, jih je nagovoril tudi župan Alojz Sok. Prišli ste z namenom strani občine Irig, ki je bila podana vloga, prošnja ali kako naj temu rečem, da bi podpisali en dogovor z našo občino o sodelovanju na društvenem, v prvi vrsti pa seveda tudi na gospodarskem in po ostalih področjih, kot so okoljsko, socialno. Mi že danes sodelujemo z nekaterimi srbskimi občinami. Prej sem povedal vašim predstavnikom, da sodelujemo dalj časa z občino Osečina, pa potem v zadnjem času, zadnje 2-3 leta tudi z občino Sremski Karlovci. Upam, da bo tudi na podlagi tega dogovora, v katerega smo pristali s tem namenom, da vam pomagamo na tej poti v Evropsko unijo. Mi si namreč želimo v Sloveniji, da bi Srbija čim prej postala članica Evropske unije. Hrvaška je vstopila v Evropsko unijo pred 2 letoma, mi smo v Evropski uniji že več kot 10 let, 11 leto. Pogovarjali smo se o tem, pa tudi vi ste slišali o obisku v drugih občinah tu v Sloveniji, da so na eni strani prednosti
na drugi strani tudi kakšne pomanjkljivosti, ampak dejstvo je, da boljše rešitve trenutno za Evropo, kot je Evropska unija, ni. Tudi če bi Makedonija danes že bila članica Evropske unije, potem ne bi gledali danes teh posnetkov, ki jih lahko vidimo, ne bi se pogovarjali o teh incidentih, ker Evropska unija to rešuje na drugačen način. Torej res si želimo, da bi ta Balkan, ki nikdar ni bil področje popolnega miru, čim prej bil celoti v Evropski uniji in s tem postal neka garancija tudi za dolgotrajni mir in pa tudi za sodelovanje. Tudi smo se pogovarjali o tem, da smo mi v preteklosti kot skupna država na številnih področjih in zelo v Jugoslaviji sodelovali in seveda si želimo to sodelovanje, kar se tiče Slovenije, tudi v bodoče. Da bi seveda do tega prišlo, moramo vsi skupaj na tem delati. Tako da bomo danes z občino Irig podpisali ta dogovor in jaz se seveda nadejam, da bo to tudi potem sledilo sodelovanje na ostalih področjih, kot sem že prej uvodoma povedal. V imenu gostov je v nadaljevanju spregovoril še podpredsednik občine Irig Božidar Ivanič, ki je izrazil veselje, da je tudi občina Ormož izrazila dobro voljo, da Srbiji pomaga na poti v Evropo. Sledil je podpis pisma o nameri, kar pa bi naj bil prvi korak k dolgoročnemu vsestranskemu sodelovanju občin. Pa do suradnje je došlo na obostranu, da kažem, ideju, jer je i opština Ormož već potpisala određene povelje o saradnji i u Hrvatskoj i u Srbiji do sada. Konkretno u Sremskim Karlovcima u Srbiji je već napravljena povelja o saradnji, a mi smo isto izražili želju preko agencije koja je već učestvovala u tim nekim uspostavljanjem i potpisivanja povelja, što smatram da je i potreba opštine Irig da ima jednu opštinu uz sebe iz Slovenije koja bi joj mogla pomoći mnogo u tome ka ulasku u Evropsku uniju i da kažem da budemo daleko spremniji da sva ta iskustva koja opština sad konkretno Ormož ima pri ulasku u Evropskoj uniji, da to prenesemo što kaže kod nas i da mi budemo daleko spremniji nego što bi možda sami bez neke opštine iz Evropske unije, konkretno sad i Slovenije. Občina Irig leži 70 km severozahodno od Beograda na južnih obronkih Fruške gore. Spada v Sremsko okrožje ter šteje okrog 12.300 prebivalcev, ki se v večini ukvarjajo s poljedelstvom in vinogradništvom ter s turizmom. Irig je namreč občina številnih kulturnih znamenitosti, med katere kot največje bogatstvo štejejo 8 fruškogorskih manastirov in toplice Vrtnik. In kot je povedal podpredsednik občine Irig Božidar Ivanič, se že veselijo trenutka, ko pa bodo Ormožani lahko vrnili obisk in si ogledali tudi njihova bogatstva. Ob zaključku tedna Rdečega križa je območna organizacija Rdečega križa Ormož pripravila medobčinski kviz iz znanja prve pomoči. Sodelovalo je 10 ekip iz 5 osnovnih šol in 1 podružnične, so pa to učenci iz osnovnih šol Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Pridružili so se jim v času uvodnega dela, tik pred preverjanjem. Gre za medobčinsko preverjanje znanja o gibanju Rdečega križa in znanje iz prve pomoči za osnovnošolce, ki ga v okviru aktivnosti v tednu Rdečega križa vsako leto pripravi območno združenje Rdečega križa Ormož. Mi vsako leto izberemo drugo temo, letos je to tema preprečevanje nezgod in prva pomoč. Tematika je vedno se nanaša na neko zdravstveno vzgojno tematiko. Predvsem zaradi tega, da se vse nekateri učenci seznanijo z drugimi vsebinami, katerih recimo redni pouk ne vsebuje. Ker vemo, da je nekoč bilo v osnovnih šolah prva pomoč vključena v redni pouk. To so pred nekaj leti ukinili, s tem, da se seveda Rdeči križ trudi, da bi se to znanje obnavljalo. Jim pač ponujamo različne prostočasne aktivnosti in ena je tudi ta, da se otroci izven svojega rednega programa pripravijo tudi za takšen kviz, kot je danes.
Kako pa jih pravzaprav zmotivirate te otroke, da se torej vključujejo? Jaz mislim, da ni velikega problema. Mi imamo na vsaki šoli mentorico mladih članov, s katerimi se že v mesecu septembru dogovorimo, kdaj bo taka aktivnost se izvajala. Potem pošljemo na šole razpis, seveda nam pri tem pomagajo mentorice, katere so tudi tiste zaslužne, ki otroke zmotivirajo, ampak pravijo, da ni problema, da se otroci radi vključijo, tako da včasih tudi morajo narediti na šole izbor za kakšnim manjšim tekmovanjem. Udeleženci so se za kviz pripravljali že nekaj časa, sami pa tudi s pomočjo mentorjev in se tako naučili veliko novega. Naučil sem se, kdo je ustanovil, kako moramo pomagati pešcu, kako pomagamo recimo majhnemu otroku, kako izpulimo klopa, kako izstranimo tuje, ki so česa in razno. Bravo, veliko si se naučil. Te kaj strah recimo glede na to, da še čakaš na preverjanje? Ne, jaz sem že navajen na tremo. Pa, no. Se ti zdi fajn, da veš nekaj tako o prvi pomoči? Bi vedel, komu pomagati recimo? Ja, mojemu bratranci je imela klopa, ta pa moja babica hotela mu je z oljem mazati, sem mu to prepovedala, ta pa sem rekla, da ne, ta pa smo z pincetovim. In ti je šlo? Ja. Si kdaj razmišljal v smeri, da bi bil morda zdravstveni delavec ali kaj takega? Ja, ko sem bil majhen, sem razmišljal, da bi bil kakšen zdravnik ali pa kirurg, samo ta še nisem vedel, da je tako nagnusno, ko operirajo. Sicer pa še boš videl, kaj čas prinese, ne? Ja. Julija, si se kaj posebej pripravljala? Ja. No, recimo, kaj vse si se naučila? Ja, kar veliko sem se naučila. No, recimo, se spomniš? Ja. Okay, nekaj, no, recimo, en primer. Recimo, da je bil ustanovitelj Rdečega križa Švicar Henry Dunant. Si se naučila morda tudi kakšno rano obvezati? Kaj misliš, kako bo šlo na testiranju, na preverjanju? Dobro. Te zanimajo te stvari? Ja. No, zakaj se ti zdi fajn, da mladi nekaj veste od prve pomoči? Da če se zgodi kakšni takšni primer, da lahko pomagamo. Si že imela kakšno takšno izkušnjo? Ne. Pa bi si upala recimo? Mogoče. Obviti kakšno rano recimo? Mogoče. Prvo sem vsa vprašanja si prebral, potem pa sem se list po list naučil na pamet. Se v šoli tudi kaj učite? Imate kakšen krožek prve pomoči? Tega še nimamo, bomo pa imeli, ko bomo v večjih razredih. To pomeni, da se pripravljaš torej čisto samostojno? Ja. No in zakaj te zanima recimo prva pomoč in to vse? Vedno mi je fajn, ko pomagam, pa rad pomagam. Si že kdaj imel kakšno takšno izkušnjo? Izkušnje si nisem imel takšne. In bi si upal, bi šel pomagati recimo komu obvezati rano ali kaj takega? Ja. Sicer pa kviz za osnovnošolce ni edino, kar je območno združenje Rdečega križa Ormož pripravilo v tednu Rdečega križa. Ja, mi smo v tednu Rdečega križa se predvsem trudili širiti znanje o Rdečem križu in pa temeljnih načelih Rdečega križa. To pomeni, da smo v vsaki aktivnosti, ki smo izvali, to tudi poudarjali, tako kot je danes bilo na začetku že predstavljeno. Moja sodelavka je bila v vrtcu Veliki nedelji, ker je z otroci šla na travnik. Potem smo imeli priprave naše ekipe prve pomoči, ki se bo udeležila jutri tekmovanja regijskega v Podlehniku, kjer so se tudi seznanili z drugimi vsebinami, ne samo z prvo pomočjo. Dan odprtih vrat na našem sedežu, tečaj prve pomoči za šoferje in podobno. Vse sodelujoče ekipe so pokazale veliko znanja, končni rezultati pa so bili sledeči. Prvo mesto sta si razdelili ekipi osnovne šole Sveti Tomaž 1 in ekipa iz osnovne šole Ormož. Drugo mesto sta zasedli ekipi osnovne šole Sveti Tomaž 2 in osnovne šole Ivanjkovci. Tretje mesto pa je dosegla ekipa osnovne šole Središče ob Dravi 1. Vse ostale ekipe so bile četrte.
V vrtcu Ormož so minuli teden izvedli program Kolesarčki. Vožnja na poligonu so se udeležili 5 in 6 let stari otroci iz vrtcev Ormož, Velika Nedelja, Podgorci. Obiskali smo jih v času, ko so se kot vozniki preizkušali otroci iz vrtca Podgorci. V vrtcih vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož se vedno kaj dogaja. Sploh pa aktivnosti, da se malčki naučijo kaj novega, potrebnega za življenje nikoli ne zmanjka. Tako so v okviru preventivno-vzgojnega programa v cestnem prometu za najmlajše izpeljali tudi dejavnost Kolesarčki. Mi poleg naše osnovne vrtčevske dejavnosti, se pravi dejavnosti predšolske vzgoje, ki je predpisana s kurikulumom, se pravi nacionalnim dokumentom, vključujemo v vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok tudi preventivne dejavnosti, poleg zdravstvenih, in skrbi za zdravje v sodelovanju z zdravstvenimi inštitucijami, sodelujemo tudi potem v takih preventivi prometne vzgoje. In pridejo na te akcije otroci z kakšnim predznanjem, jih kaj pripravljate na to v vrtcu? Seveda, to je običajno program vzgojiteljice znotraj oddelka, ki poteka skozi celo šolsko leto. Tukaj z nami so otroci 5 do 6 let stari, se pravi so to otroci, ki v jeseni odhajajo v šolo, osnovno šolo, in je že prav, da jih še z tega vidika opozorimo, da je zelo pomembno, da smo v prometu varni. V prometu bomo pa najprej varni tako, da bomo znali poskrbeti za sebe. Namen programa je torej, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučimo, kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Postavljeni so v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Praktični del akcije Kolesarčki se odvija na prometno urejenem poligonu, kjer je postavljenih več križišč, prehodov za pešce, semafor in prometni znaki. Po poligonu se otroci popeljajo 4 kolesniki na pedala. Otrokom poligon pričara prave resnične razmere v cestnem prometu. Promet na poligonu nadzoruje in usmerja več za to usposobljenih strokovnjakov, ki otroke opozarjajo na napake in razlagajo, kako ravnati v posamezni situaciji. Vožnja in upravljanje vozila pa je za vsakogar veliko doživetje. Gašper, kako je šlo? Fredi. Ti je bilo fajn? Super. No, veš, poznaš vse te prometne znake? Ja. No, recimo, naštej nam kakšnega. Stop znak, pa... Si vse razumel? Razumel sem. Si se že prej kaj o tem naučil, kako se treba obnašati v prometu? Ja. In bi vozil takšen pravi avto, recimo, bi ti šlo, kaj misliš? Ja. Jakub, kaj praviš, kako pa je tebi šlo? Vrede. Kaj ti je bilo najbolj fajn? Vozajo v kule. Si poznal prometne znake? Ja. Se spomniš katerega še? Ja. Prepovedano prehitevanje, prepovedan stop, pa da ima eden na drugi strani cesto prednost. To pomeni, da ti je zelo dobro šlo? Ja. In recimo semafor, se spoznaš na semafor? Kaj pomeni rdeča lučka? Da se moraš ustaviti. Kaj pa oranžna? Da se pripravi. Zelena? Spelje. Anatija, kako je tebi šlo? Vrede. Kaj ti je bilo najbolj fajn? Da smo se vozili v krog. Se spomniš še kakšnega prometnega znaka? Ja. No, katerega recimo si zapomnila? Če greš v tisto smer, pa v ravno. Kaj pa semafor? Če je rdeča lučka, se ustaviš, če pa je rumena lučka, pa se moraš pripraviti, da pa je zelena, pa že lahko voziš. No, in ko si se vozila, si se spomnila vsega tega? Ja. Se ti je zgodilo, da si prevozila rdečo lučko mogoče? Ne. Diana, kaj pa ti praviš, kako ti je šlo? Vrede. Kaj ti je bilo najbolj fajn? Kako smo se vozili v krog.
Se spomniš ti mogoče še kakšnega prometnega znaka, kateri ti je tako posebej ostal v spominu? Stop. Kaj to pomeni, če prideš na prometni znak stop, če se pripelješ na ta prometni znak? Staviš. In ti si ustavila? Ja. Semafora se spomniš? Ja. No, kaj pomenijo tiste lučke? Če je rdeča luč, ne smeš iti, če pa je rumena luč, pa se moraš pripraviti, če pa je zelena luč, pa se lahko peljaš. Ko tako hodiš z mamico ali s očkom po cesti, upoštevaš, gledaš kaj te prometne znake? Ja. Torej si se že kar naučila nekaj o njih, ne? Ja. Ko boš velika, boš vozila avto? Ja. In to je to. Je že prav, da se že pri najmlajših vzbudi občutek, da je v prometu treba paziti in biti zbran. To pa je tudi moto akcije Kolesarčki, pa seveda tudi preventivno vzgojnega programa v cestnem prometu za najmlajše. 3. junija bo Božidar Radoš, Ormožan in dolgoletni zobozdravnik v Ormožu predstavil svoj novi roman z naslovom V objemu zla. Predstavitev bo v knjižnici Franca Ksavra Meška ob 19. uri. Pa tako kot zmeraj, ko se nam z novim delom predstavi domač pisatelj, bo tudi ta dogodek najbrž prijetno doživetje. Ormožana Božidarja Radoša poznamo kot stomatologa in popotnika. Leta 2006 pa je presenetil in navdušil svojim knjižnim prvencem Zlatnik polne lune in od takrat tudi kot pisatelj ne miruje. Roman, ki ga bo 3. junija predstavil v Ormožu, je že njegovo 4. delo in nosi naslov V objemu zla. Glavna protagonista tega novega Radoševega romana sta Marica in Matej. Že v času pred 2. svetovno vojno s utopično bolševiško idejo zavedna mlada Slovenca. Njuna zgodba je s fikcijo obogatena pripoved o slepi veri, zlu totalitarizmov Evrope v 20. stoletju in njegovem pogubnem času, v katerem se je vsaj Marica dokončno zavedla v življenju neuresničljive in zlagane vere v končno enakopravnem svetu enakih. V svetu, v katerem so se le izbrani polastili vse oblasti, da bi tako s obljubo jutrišnjega lažnega raja obvladovali množice in svet. Tako nas po Zlatniku polne lune, Vojakovih pismih in romanu Armbrust gotovo čaka še eno zanimivo branje, ki nam ga bo dr. Radoš, kot mu rečemo v Ormožu, predstavil v sredo 3. junija ob 19. uri v Ormoški knjižnici. Božidar Radoš bo svoj novi roman V objemu zla, ki predstavlja 420 strani obsežno knjigo, predstavil v sodelovanju s predstavniki Mohorjeve založbe v Celovcu, ki je knjigo izdala. Sledijo oglasi, takoj zatem pa se že podajamo v svet minulih športnih dogodkov, ki jih je zbral Uroš Krstič. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček, v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu.
V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponuja vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Dobrodošli v svet športa na Ormoškem. Rokometaši Jeruzalema so zaključili prvenstvo z uvrstitvijo na 7. mesto, kar je odličen uspeh glede na cilj pred sezono, ki je bil obstanek v ligi. Zdaj le še čakamo na odgovor, kdo bo državni prvak. Iz lige sta izpadli ekipi Sviša iz Ivančne Gorice in Krškega. V ligo višje se selita Koper in Dobova, tako da bo liga prihodnjo sezono še močnejša. S tekmami državnega prvenstva so zaključili tudi kadeti Jeruzalema, letniki 1998 in mlajši. Mesto Ormož in športna dvorana Haradek sta bila gostitelja zaključnega turnirja najboljših 4 ekip v državi. Poleg gostiteljev so sodelovali še ekipe Trima iz Trebnjega, Celja Pivarne Laško in Škofje Loke. Petkov večer na Hradeku sta pričeli ekipi Trima in Celja. Celjani so skozi celotno tekmo nadzirali rezultat v svojo prid. Do odmora so si ustvarili 6 zadetkov prednosti, 14-8. Do konca tekme pa prednost povišali na končnih +8, 32-24. Varovanci trenerja Blaža Cizeja so enostavno unovčili svojo fizično premoč in dober dan vratarja Gašperja Dobaja. Pri Celju je Gregor Cvirk dosegel 8, Nejc Drobe 6 in Tilen Dobovičnik 5 zadetkov. Prvi strelec Trima je za 11 zadetki bil Urban Verbič. Drugo tekmo turnirja sta odigrali ekipi iz Ormoža in Škofje Loke. Pred nabito polno dvorano sta obe ekipi pričeli v Krču in ljubitelji rokometa so šele v 5. minuti videli prvi zadetek. Jeruzalemčkom se je prej uspelo sprostiti in prevzeti niti igre v svoje roke. Do odmora so si gostitelji ustvarili 6 zadetkov prednosti, 15-9. V drugem polčasu so rokometaši Jeruzalema najprej povišali svojo prednost na 8 zadetkov, nato pa zapadli v krizo, ki so jo izkoristili Gorenci in se približali le na 3 zadetke zaostanka. Ko je zasvetil rdeč alarm v ormoškem taboru, je ekipa znova prevzela vse niti igre v svoje roke in mirno pripeljala tekmo k srečnemu koncu in zmagi s 30-21. Pri zmagovalcih je Tilen Kosi dosegel 11, Gašper Horvat in Tinek Hebar 5 zadetkov. Pri Škofjeločanih je najuspešnejši strelec s 6 zadetki bil Matic Pip. Sobota je ponudila preostale 4 tekme. Najprej sta zaigrali ekipi Trima iz Trebnjega in Škofje Loke. V izjemno izenačeni tekmi do samega konca so daljši konec izvlekli Škofjeločani, ki so predtem v polfinalu dvakrat klonili proti Trebancem. Dolencem se je poznala odsotnost poškodovanega Miha Kotarja, ki je dan prej proti Celju staknil poškodbo in ni mogel pomagati svojim soigralcem. Z izidom 21-20, polčas 12-12 so se zmage veselili Škofjeločani, pri katerih je Matic Pip dosegel 5, Ned Stojanovič pa 4 zadetke.
Pri Trimu s 6 doseženimi goli najuspešnejša strelca Urban Verbič in drugi od dvojčkov Kotar Marko. Četrta tekma med Ormožani in Celjani je odločala o prvaku. V pretekmovanju in v polfinalu so Jeruzalemčki 4-krat ugnali Pivovarje in visoka pričakovanja po novi 5. zmagi so za gostitelje bile preveliko breme. Domačini so nervozno krenili v tekmo, ki se je le še stopnjevala ob slabem sojenju sodniškega para Ozren Backovič in Mirko Palačkovič ter delegata Milana Turina iz Ormoža. Vse to so s pridom izkoristili Celjani in na odmor odšli s 5 goli prednosti, 8-13. Za visoko prednost je v taboru Celja bil najzaslužnejši vratar Gašper Dobaj, ki je za razliko od domačih vratarjev odlično opravil svojo nalogo. V prvem polčasu so domači vratarji zbrali eno samo obrambo, napram 7 obrambam Velenčana v golu Celja. V drugem polčasu se je pričel lov Ormožanov, ki so takoj dosegli 2 zadetka, čeprav so v drugi del tekme krenili z 2 igralcema manj v polju. Pridno je začel obrambe zbirati Marin Šutalo in prednost Celja se je pričela topiti. Žal v odločilnih trenutkih ni bilo dovolj zbranosti Jeruzalemčkov pri zaključnih metih iz ugodnih položajev. Ob tem so glavni nosilci igre bili preveč pasivni in Celje se je na koncu veselilo minimalne, vendar zaslužene zmage z golom prednosti 24-25. Ta zmaga je Celjanom prinesla prvi naslov državnih prvakov pri letniku 1998, od mlajše dečkov B pa vse do kadetov. Pri Jeruzalemu je Gašper Horvat dosegel 7, Tilen Kosi in Tine Hebar po 4 zadetke. Pri Celjanih je vratar Dobaj tekmo končal pri 14 obrambah. Gregor Cvirk je dosegel 8 in Nejc Drobež 5 zadetkov. V 5. tekmi med Celjani in Škofjeločani so novi državni prvaki opravili le formalnost in brez večjih težav dosegli zmago. Zmagovalec je bil znan že po prvem polčasu, katerega so pivovarji dobili z izidom 18-11. Na koncu je prednost Celja narasla na +11, 33-22 in naslov državnega prvaka je po 3 zmagah na zaključnem turnirju odromal v Knežje mesto. Matevž Kunz in Anže Dobovičnik sta 7 goli bila najuspešnejša strelca pri Celju. Pri Škofji Loki je Aleksander Mirčevski dosegel 5 zadetkov. Zadnjo tekmo sta odigrali ekipi iz Ormoža in Trebnjega, oziroma bolje rečeno le ekipa Trima. Šok po porazu proti Celju in izgubi naslova državnega prvaka je bil prevelik za Ormožane. Ekipa Jeruzalema je odigrala najslabšo tekmo v sezoni in doživela poraz s 5 goli, 22-27. Že do odmora so si Trebanci ustvarili prednost 3 zadetkov, 12-15. Kar 15 prejetih zadetkov v prvem polčasu je že nakazalo na slab konec domače ekipe, ki je po tekočem traku zapravljala številne lepe priložnosti. Na koncu je tekma prešla v tako dramatično stanje, katero je odločalo o 2. ali 3. mestu Jeruzalemčkov v državi. Za drugo mesto bi Ormožanom zadoščal že poraz s 4 goli, vendar so najizkušenejši Tilen Kosi, Dominik Ozmec in Gašper Horvat v zadnjih minutah zapravili nemogoče in Trimo se je veselil zmage s 5 goli. Ekipe Jeruzalema, Trima in Škofje Loke so tako po zadnji 6. tekmi imele vse po 2 točki in v končni razvrstitvi je odločala gol razlika vseh zadetkov v medsebojnih srečanjih teh 3 ekip, kjer je ekipa Ormoža bila najuspešnejša in je osvojila 2. mesto. Trimo je končal na 3. in Škofja Loka na 4. mesto. Na zadnji tekmi je pri domači Tilen Kosi dosegel 6, Tine Hebar 5 in Miha Kavčič 4 zadetke. Pri Trimu 8 zadetkov Urbana Verbiča in 7 Nina Špeliča. Za najvratarja turnirja je bil izbran Celjan Gašper Dobaj, ki je na 3 tekmah zbral 41 obramb. Najstrelec je s 25 doseženimi goli postal Trebanec Urban Verbič. Naziv najkoristnejšega igralca turnirja pa si je svojimi predstavami prislužil Gregor Cvirk iz vrst Celja. V najsedmerko turnirja so poleg omenjene trojke bili še uvrščeni Nejc Drobež iz Celja, Tine Hebar iz Ormoža, Marko Kotar iz Trebnjega ter Nejc Maček iz Škofje Loke. Srebro za kadete Jeruzalem Ormoža so osvojili Kevin Caf, Gregor Fekonja, Marin Šutalo, Timon Grabovac, Matej Nidorfer, Rok Koderman, Gašper Horvat, Dominik Ozmec, Tilen Kosi, Boštjan Žižek-Cetko, Tine Hebar, Žanko Ciper, Anže Šoštarič, Nino Olaga, Miha Kavčič, Nejc Zidarič, Žak Ciglar, trenerja Uroš Krstič in Mladen Grabovac. Letniki 1996 in letniki 1997 so predtem osvojili brona v Celju in v Trebnjem. Osvajanje medalj v kadetski konkurenci pa že ima svojo težo, tako da se za prihodnost ormoškega rokometa ni zabati.
Nogometaši v ptujski superligi so odigrali tekme 20. kroga. V ligi za prvaka sta oba naša predstavnika klonila na domačem igrišču. Ormožane so z minimalnih 1-0 premagali Kanarčki izpod Borla, ki so v športnem parku Mestna Graba slavili že meseca aprila v rednem delu sezone. Strelec zmagovitega zadetka je bil Peter Meznarič v 75. minuti. Vodilni Videm je lažje od pričakovanega opravil z gostovanjem v športnem parku Trate, kjer je gostiteljem nasul kar 5 zadetkov. Znova je blestel prvi strelec lige Dominik Božak, ki je za hat-trick potreboval natančno 49 minut. Četrti in peti zadetek sta dosegla Sebastian Krajc in Gregor Cafuta. Na vrhu lestvice 2 kroga pred koncem vodi Videm z 49 točkami, sledi Gereča vas s 44 in Ormož s 40 točkami. Stojnci so četrti, 36 točk in Središče peto, 25 točk. V 21. krogu sta para v ligi za prvaka naslednja. Gereča vas, Ormož Karira Optil v soboto 23. maja ob 17. uri in Stojnci Središče ob Dravi v nedeljo 24. maja prav tako ob 17. uri. Najbolj zanimivo bo v Gereči vasi, kjer obi ekipi nujno potrebujeta 3 točke, da ostaneta v boju vsaj za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Ekipo Humanih zvezdic so sestavljali pevci Omar Naber, Miro Todosovski, Gorazd Ademović, režiser in televizijec Nani Franc Matjašič, glasbenika Bojan Zrnko in Luka Novak, zvezda šova na kmetiji Denis Toplak, nogometaš Tilen Strgar, nogometna sodnika Damir Ozu in David Meze, ter nekdanji vaterpolo reprezentant Matjaž Ul. Zanimiva ekipa, v kateri pa je zaradi bolezni manjkal Milan Pečovnik-Pidži. Zakaj pa vas danes ne bo v moštvu? Jaz sem zdaj prebolel angino, tako da v bistvu sem še na antibiotikih, imam malo težave tudi z ahilovo tetivo, tako da zdaj to saniramo, tako da naslednji tekmi bom že zraven in tako kot na vseh teh nogometnih prireditvah drugače z veseljem igram. Danes sem pač prišel navijati in spodbujati naše fante. No in kako vam pravzaprav gre nogomet? Enako dobro kot glasba? Ja, v bistvu jaz sem tak športni pedagog, v bistvu znam dosti teh športov, igral sem tudi nogomet pri NK5 pred leti še, tako da večinoma pevcev, ki danes tukaj igra, zna igrati nogomet. Sicer pa je poslanstvo ekipe Humanih zvezdic naslednje. Ja, danes smo nekako gostni o proslavi 20. obletnice nogometnega kluba Ormož. Nam pa ta tekma odgovarja, ker smo pripravljeni na svetovno nogometno prvenstvo, ki bo junija v Moskvi. In kako se pripravljate sicer? Trenirate kaj? Ja, treningov je bolj malo, imamo pa zato več prijateljskih tekem, zaradi tega, ker je večina estradnikov pa teh, ki igrajo, so v svojem delu in pač tiste urice, ki nam dopuščajo, izkoriščamo potem za igranje nogometa. In kako jih pravzaprav spravite skupaj? Kako vam to uspeva? Ja, je nekaj takih, ki imajo ta šport radi in to je potem tisto, ki nas druži. In kakšen je pravzaprav namen te organizacije Humane zvezdice v evropskem okviru? Ja, mislim, da dovolj jasen podatek, če povem, da smo lani na svetovnem prvenstvu v Moskvi zbrali $5 milijonov za uboge otroke. To pomeni, da je kar dobrodošla. Koliko se jih recimo vključuje v to akcijo? V Moskvi nastopa 16 držav, med njimi tudi Brazilija, Nemčija, Nizozemska, Rusija, Italija, same vele sile in nogometu in glasbi in vsi radi pridejo tja, da se potem zbere ta denar in da nekoga osrečimo. Kolikokrat je Slovenija že bila zraven? Mi gremo letos tretjič. Mi se počasi zbiramo, čez en mesec imamo srečanje na olimpijadi in to je danes prvo nekako tesno obdobje. Sedaj bomo sploh videli, kdo pride, glede na to, da so to umetniki, so res umetniki, tako da nikoli ne veš, v kakšnem stanju so, kje so, ampak počasi se potem le zložimo, da napravimo eno ekipo, ki potem zastopa Slovenijo. In kako jim pravzaprav gre nogomet? Moram reči, da imajo zelo radi nogomet, zato tudi pridejo, čeprav to niso igralci, ki bi trenirali, ki bi bili v pogonu, ampak jim je to res za hobi. Potem pač poskušamo malo koordinirati, da čim boljše izgledajo na igrišču.
Zanimiva nogometna tekma je bila dokaz, da so tudi estradniki dobri nogometaši, kljub temu, da je končni rezultat bil 2-1 za ormoške nogometaše. Za Ormožane sta gol dala Nino Melnjak in kapetan ekipe Tadej Kolarič. Za ekipo Humanih zvezdic pa je z žogo mrežo zatresel Denis Toplak, zvezda šova na kmetiji. Pravzaprav je za ormoško člansko nogometno ekipo tekma bila le trening pred zaključkom nogometne sezone, ki jo tako trener kot predsednik nogometnega kluba Ormož ocenjujeta kot zadovoljivo. Moram biti zadovoljen, zato ker ko smo začeli, bili ste tudi sama priča, da smo si postavili velike cilje in nekateri, mislim, da i dosta njih su bili veliki skeptiki, da se to ne bo zgodilo, da bomo med prvih 3 i da se bomo borili za prvo mjesto. Ja sam siguran sebe, svoje delo, to se pokazalo tudi da sam prenesao na igralce i moram samo zahvaliti njima da smo naredili takav dobar rezultat. Upam da ove kvalifikacije oziroma play-off bo nam sam prenesel dobre rezultate. Še 4 tekme so pred vami v tej sezoni, kakšna so pričakovanja? Naša su pričakovanja da zmagujemo in da na koncu bomo prvi. Mi smo sve podredili temu in ta teden se dobro pripravljamo, pa tudi za naslednji teden. Prvu tekmu imamo doma s Tonjcima, upam da bomo ju dobro rešili v naše koristi in da bo to začetek našeg uspeha do konca. Kako je kaže z vstopom v 3. ligo? Prvo mesto vam torej to prinaša ta vstop? Prvo mesto prinaša direktni vstop, po drugo mesto pa kvalifikacije. Ja upam da se bomo tukaj našli, a sve ostalo visi o vodstvu kluba, kako se bo odločilo, če bomo šli v 3. ligo ali ne. Ja, moram reči, da smo z iztekajočo sezono kar zadovoljni. Sicer se ni šlo glih po naših idealnih željah, ampak nekako smo še vedno v igri za uvrstitev v 3. ligo. Pravzaprav bodo te kvalifikacije oziroma te 4 kola, ki se igrajo za prvaka, odločale in tu ne vidim, ni neka razlika, da ne bi bila dosegljiva. Tako da moje mnenje je, da smo še vedno v špilu. No in kako potem dalje, ko boste v 3. ligi? Ja, zdaj, kako dalje v 3. ligi, seveda pogoj v 3. ligo je seveda, da smo uspešni na licenciranju. Vlogo za licenciranje smo dali, upajmo, da bo rešena. Naprej pa je vsekakor moj pogoj oziroma s čimer jaz pogojujem to uvrstitev v 3. ligo oziroma da bomo nastopali v 3. ligi je vsekakor, da dobimo dodatne sponzorje, ker z trenutno finančno strukturo nekako si 3. lige ne moremo privoščiti, ker 3. liga je vsekakor na višjem kakovostnem nivoju, tudi bolj zahtevna, finančno zahtevnejša in nekako poskušamo v tem trenutku iskati dodatne sponzorje in vkoliko nam to uspe, bomo vsekakor šli v 3. ligo, pravzaprav iz tega razloga nekako, ker mislimo, da je s tem, ko bi šli v 3. ligo, bi nekako še naprej, še bolj spodbudili željo mladih po udejstvovanju v nogometu in nekako tudi to našo nogometno šolo dvignili še na en višji nivo. Mislim, da je eno takšno tekmovanje v 3. ligi vsekakor tudi motivacija nekako za te mlajše nogometaše. Sicer pa sta trener in predsednik ormoških nogometašev tudi pojasnila, kakšna je bila pot do tekme s Humanimi zvezdicami. Ta prireditev je v bistvu, sam ja dogovoril z gospodom Matjašicom, Nanijom, ker sem z njim dolgoletni prijatelj in on je glavni selektor in vodja reprezentance umetnikov, ker idu na svetovno prvenstvo v Rusiju, pa me prosil, da odigramo eno prijateljsko tekmu, da njima lahko vidi njihovo stanje igralsko. Istočasno je Prašnikar bil jako zadovoljen, da bo igral tukaj v Ormožu, a nam pa tekma kot taka dobro pride, zato ker ta teden praktično nimamo tekme, smo prosti v ovom tekmovanju za Superligi v play-offu in mislim, da bo ena dobra ležerna tekma, da se fantje skozi igru malo oslobodijo vsega pritiska in napetosti, kaj smo imeli v prvenstvu. Ja, vsekakor je to še eden od dodatnih, recimo, nekako bi se izrazil, ena dodatna
recimo en prispevek k 20. obletnici nogometnega kluba Ormož, pa tudi nekako mogoče vidim, da se je kar zbralo nekaj publike tudi recimo malo za zabavo. Seveda, in tako je tudi bilo. Tudi navijačev ni manjkalo, kljub črnim oblakom, ki so se zgrinjali nad Ormožem. Ampak dopustili, da je nogometna tekma bila v miru odigrana. V atletskem klubu Ormož imajo veliko razlogov za veselje, saj sta se minulo soboto na maratonu Treh src v Radencih 2 člana pretekla izjemna rezultata. Danilo Magdič je postal državni podprvak v malem maratonu na 21 km. Njegov čas je bil 1:12:43. Samo 3 sekunde kasneje je ciljno črto prečkal Blaž Urešnik in osvojil bronasto medaljo. Državni prvak je postal Robert Kotnik s časom 1:10:31. V Radencih je sicer nastopilo kar 45 tekačev atletskega kluba Ormož, ki bo v sredo 24. junija organizator že 12. ormoškega uličnega teka. Pregled športnih dogodkov z našega konca bomo zaključili z borilnimi veščinami. Na Ptuju je minuli vikend potekal zaključni turnir državnega prvenstva v kickboksingu. Na tekmovanju je sodelovalo 308 tekmovalcev iz 25 slovenskih klubov. Iz kluba borilnih veščin Ormož se je tekmovanje udeležilo 6 tekmovalcev, trenerja Danilo in Milan Korotaj ter sodniki Tončka Kaluža, Jaka Štefančič in Franc Kociper. V tekmovanju za državno prvenstvo v point fightingu je v skupnem seštevku državni prvak postal Dejan Kociper v kategoriji mladinca do 57 kg. Državni podprvaki v skupnem seštevku so postali Tin Kokol pri dečkih do 135 cm, Lan Kokol pri starejših kadetih do 52 kg, Nec Korotaj pri mlajših kadetih nad 47 kg in Uroš Brlek pri članih nad 94 kg. Brona sta se še veselila Lan Kokol med starejšimi kadeti do 47 kg in Nec Korotaj med mlajšimi kadeti do 47 kg. V disciplini light kontakt se državnih naslovov veselita Rok Tomažič med mladinci do 63 kg in Žan Tomažič med mladinci do 69 in do 74 kg. Mitja Rozman je med člani do 79 kg sezono končal kot državni podprvak. Tako so tekmovalci kluba borilnih veščin iz Ormoža v letošnjem letu osvojili 4 naslove državnih prvakov in 5 naslovov državnih podprvakov. Zaključni turnir na Ptuju je bil zadnji turnir v letošnjem letu v tekmovanju za državno prvenstvo. Člani državne reprezentance se bodo med 5. in 7. junijem udeležili še tekmovanja Best Fighter v Riminiju. Za konec pa še o vremenu v naslednjih dneh. Žal se vse dni do četrtka v večini kažejo oblaki, temperature pa od 11 do 20 stopinj Celzija. Tako da bo za sonce potrebno poskrbeti kako drugače, mogoče pa se nam zgodi kaj izredno lepega. Hvala za pozornost, vidimo se čez teden dni. Srečno do takrat!